Gospod Pihler, eden od ekoborcev iz Zasavja, znani nasprotnik, bomo rekli, tega koncerna Lafarge, pa njihovega osnaževanja, pa njihovega poskušanja sežiganja odpadkov in tako naprej v cementarni Trbovlje. Me zanima vaš komentar na dve izjavi, ki jih je gospod premijer danes izjavil, in sicer, da v letu 2007 ni bila presežena niti enkrat mejna koncentracija žveplovega dioksida v zraku, pa da je tudi, da se koncentracija delcev, trdih delcev v zraku zmanjšala. Ja, komentar k temu je seveda ta, da gre za čiste manipulacije. Seveda drži, da je Lafarge cement odpravil probleme z žveplom, ampak to je bil neki obroben problem, ki se ga je lotil in ga je odpravil na poceni način. In seveda žveplo nikdar ni bilo tisto, ki je ubijalo Zasavčane. Zasavčani umirajo za rakom in sicer zaradi prekomernih izpustov benzena in drugih organskih spojin, pa zaradi težkih kovin. In tega pa ni danes nihče seveda ne meri, tako kot bi moral meriti. V trajnih meritvah se to ne meri, v občasnih meritvah, ki jih izvajajo, pa jih izvajajo takrat seveda, ko vse normalno obratuje, ko ni izpada filtrov, ko je proizvodnja najčistejša. Tako da gre za klasično manipulacijo in Zasavčanom se seveda gabi, ko take izjave poslušamo, glede SO2. Glede praha pa seveda lahko rečemo, da se stanje verjetno je nekaj zboljšalo, vse na vse zadnje ima termoelektrarna Trbovlje tudi razžvepljevalno napravo, ki je tudi delno rešila zaradi mokrega pranja problem prahu. Teda prahu je nekaj manj v Zasavju, ampak če pogledamo emisijske meritve na postaji, ki leži nad cementarno Lafarge, to je na kmetiji, ki je v bistvu edina ogrožena strani, mislim ne, Lafarge cement je edini, ki jo ogroža, vsi drugi vplivi so obrobni. Vidimo, da se na tisti kmetiji kvaliteta zraka poslabša za faktor 10, se pravi za 1000% več prahu je, kadar imajo izpad filtra in za 1000% manj, kadar izpada filtra ni v Lafargeu. Tako da glede prahu seveda izboljšava je na račun verjetno termoelektrarne Trbovlje. Kar se pa Lafargea tiče, pa ostaja zgodba še vedno naprej enaka in prav žalostno je, da se slovenski premijer v bistvu še naprej spreneveda, okoljski minister pa tako ali tako, in s tem v bistvu, bom rekel, še naprej pohlevno služi francoskemu kapitalu. To je groza in to se bo pač enkrat moralo nehati. Do kolikrat na mesec, kolikrat na leto pride do izpadov filtrov v Lafargeu? Do izpadov filtrov prihaja, tako rekel, vsakodnevno. Tudi danes, ko smo bili za ministrom za kmetijstvo, gospodom Jarcem na Ravenski vasi, tudi na tej dotični kmetiji, se je čutil rahel vonj pač po teh dimnih plinih iz Lafargea, ampak zadeva ni bila seveda, ker vsi vemo, da je danes vlada tukaj in je proizvodnja poštimana tako, kot mora biti, zadeva ni bila ravno neko urgentna ali pa ni bila ekstremna. Tako da do izpadu pa drugače, jaz mislim, da prihaja več ali manj vsako noč. Zdaj so bolj koncentracije usmerjene na noč. To, da manipulirajo z izpadi in da lahko manipulirajo z njimi, je dokazala tudi že Pop TV, ko je prišla enkrat nenapovedano, pa snemala dimnik in je seveda se kadilo z dimnika, potem se pa piše napovedano intervjuvati direktorja, pa je cementarna obratovala tako čisto, kot da sploh ne obratuje. Tako da tu se da marsikaj manipulirati, oni se tukaj sprenevedajo in seveda na njihovi strani stoji tako strokovne inštitucije vlade, se pravi oziroma ministrstva, ARSO in podobni inšpektorat, kot tudi znanstvene inštitucije, se pravi Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, potem Elektroinštitut Milan Vidmar. Vse to je dokazljivo, vse te ljudi smo na lažeh že dobili, od politikov do znanstvenikov, tako da je zdaj samo vprašanje časa, kako dolgo se bo Zasavčani res pustili še okrog prenašati. Več, drugega nam ostane kot umiranje na obroke, verjetno. Ne, ostane borba naprej. Vse imamo določene akcije še v planu za naprej, pač verjetno bolj skoncentrirane na ulico, pa manj na to dopisovanje. Pa žalostno je, seveda tudi to bi poudaril, da se vlada ni vzela niti 5 minut, da bi se pogovorila mogoče z ekokrogom pa z novimi dokazili, se sooča z novimi dokazili, ki dokazujejo, kako nas Lafarge cement onesnažuje. Tako da imamo danes verjetno več sogovornikov v Evropski komisiji, kot pa na strani naše vlade. Kakšen je bil odziv ministra za kmetijstvo? Ja, rekel, zelo tako radovedno si je ogledal te zadeve, ni pa hotel komentirati. Jaz mislim, da tudi bolj slabo pozna to problematiko, čeprav se mi je zdelo, da se ga je dotaknila. Se mi zdi, da je kar fajn prisluhnilo.